V zadnjem času smo objavljali številne teste kitajskih avtomobilov in pod temi testi prejeli številne vaše komentarje. No in en izmed teh komentarjev mi je še posebej padel v oči. To je bil komentar lastnika Fortinga T5 Evo, torej trenutno najbolj priljubljenega kitajskega avtomobila v Sloveniji. Ta komentator mi je poskusil razložiti, da jaz pač stvari ne razumem, da kitajski avtomobili, sploh takšni kitajski SUV-ji, niso namenjeni avtomobilskim dirkam, ampak so namenjeni umirjeni, uglajeni oziroma udobni vožnji. Po njegovem mnenju sem jaz takrat preveč pokritiziral vozne lastnosti tega Fortinga. Ampak, a sem jih res? Res takšni kitajski avtomobili morajo biti samo udobni? Najprej moramo v tem kontekstu stvari razložiti. Med avtomobilskimi dirkami in dinamično vožnjo je naravnost ogromna razlika. In pogrešati dinamiko pri takšnem avtomobilu ne pomeni, da smo prepočasni na dirkališču, da imamo prepočasne čase krogov, ampak pomeni, da pogrešamo odzivnost na volanu in natančnost, pogrešamo odzivnost podvozja, torej pogrešamo to, da bi se z avtomobilom bolje povezali in da bi bil avto bolj ubogljiv. Lahko mogoče to spremeni nov kitajski kandidat JQ7. Poglejmo. No še prej pa vas spomnim, da se naročite na naš YouTube kanal, ker bomo tudi čez zimo objavljali nekaj takšnih zanimivih kitajskih novosti. JQ7 je kompaktni SUV z ljudskim imenom kitajski Range Rover. To ime sem namreč tekom testa od mimoidočih slišal neštetokrat. Ampak čeprav ta avto izgleda kot pravi terenec, to ni kakšen pravi terenec v resnici, ampak je povsem običajen 5-sedežni družinski avto, ki ima le prednji pogon. Ta avto, čeprav nosi značko JQ, spada pod kitajskega giganta Cheryja, ki je trenutno največji kitajski izvoznik avtomobilov in postaja eno izmed največjih svetovnih podjetij nasploh. No, in JQ naj bi znotraj te skupine Chery ponujal nekaj več, predvsem za nas razvajene Evropejce. In ta avto tudi v resnici ponuja nekaj več, predvsem več od svojih kitajskih konkurentov. Pri teh smo bili doslej navajeni, da smo morali sistema Apple CarPlay in pa Android Auto povezovati prek dodatnih nadležnih aplikacij ali pa kakšnih tistih tako imenovanih donglov. No, tukaj pa sistem Android Auto deluje popolnoma brezhibno, brezžično in medtem lahko tukaj telefon brezžično polnimo, telefon pa se obenem tudi hladi po zaslugi teh hladilnih rež. No, za nameček pa zaslon deluje zelo hitro, izjemno odzivno, povsem je pregleden in tudi navigacija, ki je že vgrajena v ta avto, je prav tako povsem uporabna. In kaj je še zanimivo, prvič, verjetno res prvič, so prevodi v slovenščino skoraj brezhibni. Rekel bi, da je ta notranjost nekako mešanica Tesle in evropskih avtomobilov. Mene so na primer na Teslo spomnile te ravne, čiste linije, ki so nekako podrejene funkcionalnosti in pa to, da je glavnina dogajanja skoncentrirana tukaj na osrednjem zaslonu. Tukaj recimo upravljamo popolnoma vse funkcije klimatske naprave, tudi ogrevanja volana in sedežev in pa tudi nastavljamo na primer vzvratni ogledali. Na Teslo pa me je spomnilo tudi delovanje asistenčnih sistemov, ki so pogosto preveč trmasti in vztrajajo pri svojem, tudi če včasih nimajo prav. No in takrat, ko voznik hoče na vožnjo vsaj delno vplivati s kakšnim blagim zasukom volana, takrat asistenčni sistemi takoj prekinejo s svojim delovanjem. No, kljub temu pa je treba dodati, da je delovanje teh asistenčnih sistemov v primerjavi s kitajskimi tekmeci precej boljše, precej bolje prilagojeno evropskim cestam, sploh pa evropskim avtocestam. Tem Teslinim principom pa je vseeno v notranjosti dodanih še nekaj tistih bolj klasičnih, bolj razumnih odločitev. Sam recimo pozdravljam projekcijski zaslon, ki glavne informacije prikazuje tukaj v vetrobranskem steklu in pa ta sicer preprost zaslon pred voznikom, ki ne nudi kakšnih zelo posebnih informacij, ampak je zelo pregleden in priročen. Sicer pa notranjost prinaša udobje po kitajsko. In to pomeni, da se tukaj na zadnji klopi sedi zelo udobno. Poglejte, koliko imam še prostora za noge in pa po višini. No, po zaslugi tega ogromnega strešnega okna pa je tukaj v potniški kabini tudi zelo prijetno svetlo.
Je pa po drugi strani prtljažnik s 412 litri prostornine nekoliko manjši. Predvsem bolj plitek je, tukaj spodaj se namreč skrivajo dodatne komponente, ki jih prinaša vrsta pogona tega avtomobila. To je JQ7 z oznako SHS. In ta SHS v tem primeru ne pomeni kakšne zgodovinske kraljevine, ampak super hibridni sistem. Torej gre za priključnega hibrida, ki ima v dnu baterijo s kapaciteto 18 kWh, spredaj pa dvema elektromotorjema družbo dela še 1,5-litrski 4-valjni bencinski motor. Standard WLTP pravi, da lahko s tem avtomobilom z enim polnjenjem rezervoarja za gorivo in baterije naredite 1200 km. No in če zdaj naredimo preprosto matematiko, rezervoar za gorivo ima kapaciteto 60 litrov, baterija pa doda še svojih 18 kWh. No in če vozimo s povprečno porabo goriva okoli 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov, se ta matematika izide. No in da se ta matematika izide, smo preverili tudi v praksi, ker je poraba goriva pri mešanem ciklu nekje okoli 5 litrov. Ampak jaz mislim, da boste morali, preden obiščete ponovno črpalko za točenje goriva, narediti precej več kot 1200 km. To pa mogoče, če boste avto doma pridno polnili, recimo po noči, no in takrat boste lahko z enim polnjenjem baterije naredili nekje okoli 60 km. To bo mogoče tudi po avtocesti s hitrostjo 130 km in tudi takrat, ko gre avtocesta navkreber. Če pa boste več vozili v mestu, pa bo lahko ta električni doseg še nekoliko večji, takrat boste lahko naredili nekje tudi 80-90 km samo na elektriko. In mimogrede, polnjenje z izmeničnim tokom poteka z največjo močjo 6,6 kW, z enosmernim tokom pa z največjo močjo 40 kW. Ampak električna energija ne poskrbi le za učinkovitost, ampak tudi za prijetno vožnjo. Tudi če baterije ne boste vestno polnili s polnilnim kablom, se hibridni sistem trudi vzdrževati nivo njene napolnjenosti vseskozi na nekje 20%. In to pomeni, da imamo vselej, ko pritisnemo stopalko za pospeševanje do konca, na voljo 150 kW električne moči. To pomeni, da je delovanje hibridnega sistema v tem primeru nastavljeno tako, da se bencinski motor, ki pa ima na drugi strani le 100 kW moči, tudi ob močnih pospeševanjih zaradi te električne podpore ne bo rabil prav nič naprezati. Ta superhibridni pogon ne uporablja klasičnega menjalnika, ampak ima poseben hibridni menjalnik, ki ima le 3 fizične prestave, no in te 3 fizične prestave služijo kot osnova, na kateri še 2 elektromotorja skupaj zagotavljata 11 različnih prenosov moči. No in tako dobimo 9 voznih programov, ki vedno zagotavljajo, da smo nekako v pravi prestavi, ne glede na to, ali vozimo navkreber, v hrib ali pa križarimo po avtocesti. In tako je optimizacija porabe goriva boljša. Prav to tiho in uglajeno delovanje hibridnega pogona je glavni razlog, da lahko vozno izkušnjo s tem avtomobilom označim kot zelo prijetno. Celo posamezne sledove premijske vozne izkušnje lahko opazimo, pa čeprav je ta avto kot priključni hibrid svojo ceno okoli 35.000 evrov za približno 10.000 cenejši od primerljive evropske konkurence. Ampak, če se za konec še enkrat posvetimo tistemu vprašanju z začetka videa, ne, niti JQ7 še ni tisti res pravi kitajski vozniški avto, še posebej za naš zahteven evropski okus. Zato mu še manjka nekaj tistega pravega občutka na volanu, da bi volan nudil več povratnih informacij. Ampak dejstvo, da lahko ta avto označimo kot vozniško prijeten, je pomemben korak naprej in dokaz, da nas kitajski razvojni inženirji resnično poslušajo in upoštevajo. Torej, pri Cheryju se vsekakor zavedajo, da vozne lastnosti njihovih avtomobilov še niso popolnoma po okusu evropskih voznikov, ki je povsem drugačen od kitajskega. No, želijo se nam približati in tako smo na Kitajskem že govorili z glavnim razvojnim inženirjem Cheryja, to je Nemec Jochen Tüting, ki nam je zaupal, da če želijo razviti avtomobile, ki bodo dobro funkcionirali v Evropi, morajo tudi del razvoja preseliti v Evropo. No in tako so vse dejavnosti, ki so povezane z razvojem voznih lastnosti Cheryjevih avtomobilov,
že preselili v Nemčijo, v Frankfurt. In morda bodo te novosti oziroma izboljšave že opazne z naslednjimi avtomobili znamke JQ, pa tudi njegove sestrske znamke Omoda, ki prihajajo v Slovenijo. No, med drugim bo prišel tudi zelo podoben avto temu, ki bo imel popolnoma električen pogon. Tega in še nekatere ostale je Miha že na kratko preizkusil na Kitajskem in kaj je o njih izvedel, predlagam, da spoznate z vašim naslednjim klikom.